Zakorakali smo v mesec april, tukaj pa je že 22. oddaja Aktualno na GFML. Franc Miklošič je večinoma deloval na Dunaju. Dijaki drugih letnikov smo se odpravili na ekskurzijo na Dunaj. 7. marca smo se dijaki drugih letnikov skupaj z delegacijo z naše šole, občine Ljutomer in novinarji odpravili na celodnevno ekskurzijo na Dunaj. Najprej smo se podali na Dunajsko centralno pokopališče, kjer smo z obiskom počastili grob Franca Miklošiča. Njegovo vsesplošno prezenco v strokovni javnosti ter seveda 200. obletnico rojstva. Med sinovi slovenskega naroda, ki so ustvarjali na Dunaju in tam tudi umrli, posebno mesto pripada ravno Miklošiču, ki je prav tako kot prenekateri ostali naši rojaki zavedno ostal del tega naroda. Ravno 7. marca je obletnica Miklošičeve smrti, kar smo obeležili s polaganjem cvetja in venca. Zbrane na pokopališču so pozdravili ravnatelj naše šole, predstavnik občine Ljutomer in zgodovinar dr. Felix Bister. Dijaki GFML pa smo pripravili kratek kulturni program. Po obisku pokopališča smo se odpravili v center mesta Dunaj, spoznali njegovo zgodovino in stopili po sledi nekaterih znanih Slovencev, ki so tukaj delovali ali študirali, se pravi številnih arhitektov, pisateljev, književnikov in drugih. Sledila je težko pričakovana pavza, ko smo si nekateri mesto ogledali v lastni režiji, se podali v trgovine, popili kavo iz Starbucksa in se dodobra najedli. Sledil je obisk Narodne knjižnice, kjer smo ob vodenem ogledu spoznali njegovo bogatstvo, pomen, delovanje in tudi zgodovino. Poseben razlog, zaradi česar smemo reči, da je leta 1623 ustanovljena knjižnica bila tudi naša, je, da sta v njej delovala Jernej Kopitar in njegov naslednik Fran Miklošič, ki sta ogromno prispevala tudi k razvoju in ogledu knjižnice. Ekskurzija je potekala pod sloganom Slovenci na Dunaju in spoznali smo, da so kljub naši majhnosti mnogi vendarle poskrbeli za to, da se je naše ime slišalo tudi drugod po svetu. Leto 2013 je Miklošičevo leto. V sodelovanju z Radiem Maribor smo posneli radijsko oddajo. Četrtek 14. marca smo v okviru Miklošičevega leta, tega pomembnega moža 19. stoletja, po katerem je poimenovana tudi naša gimnazija, počastili z enourno radijsko oddajo. Vodil jo je izkušen novinar Radia Maribor Tone Petelinšek. V radijski delavnici znancev so sodelovali gospod ravnatelj, svetovalna delavka, profesori ter dijaki naše gimnazije. Kot že znano, dr. Franc Miklošič je bil pravnik, filolog in slavist, ki je veliko doprinesel k razvoju regije in k ugledu naše gimnazije. Sami pa smo gospoda Petelinška povprašali, kaj bo Radio Maribor doprinesel k Miklošičevemu letu. Na Radio Maribor, ki je del Slovenske nacionalne RTV, smo se že pred časom odločili, tudi na pobudo našega odgovornega urednika Staneta Kocutarja, da bo RTV Slovenija, zlasti pa Radio Slovenija in Radio Maribor, medijski sponzor tega Miklošičevega leta. In bomo skozi vse leto poročevalsko spremljali večino dogajanj, ki se bodo zvrstile v čast spominjanja na 200-letnice rojstva tega velikega Slovenca, vašega rojaka, dr. Franca Miklošiča. Torej, to bomo pokrivali na eni strani na informativni ravni, na drugi strani pa bomo pripravili niz manjših ali večjih projektov radijskih oddaj, ki bodo plasirane tako na Radio Maribor kot v slovenske nacionalne programe, vse 3 radijske oddaje v Ljubljani. Od studija do 17 radijski razgledi na Radio Maribor, radijska delavnica znancev. Tule bomo danes posneli posebno enourno radijsko oddajo, radijsko delavnico znancev, ki boste oblikovali po eni strani učitelji, profesori in vi dijaki. Torej, vrsto projektov, s katerimi bomo zabeležili in nekako osvetlili in iz pozave potegnili lik tega velikega Slovenca 19. stoletja, za katerega mnogi pravijo, da je eden največjih umov, kar jih je Slovenija, slovenski prostor imel, in vi ste res lahko ponosni, da nosite ime tega silnega učenjaka. Radijski oddaji znancev lahko prisluhnete na Radiu Maribor, ki bo na sporedu 15. aprila ob 18. uri, poslušali pa jo boste lahko tudi na našem multimedijskem centru. V mesecu marcu poteka veliko tekmovanj. Naša gimnazija je organizirala mednarodno naravoslovno tekmovanje. V sredo 6. marca je na naši šoli potekalo mednarodno tekmovanje iz naravoslovja. Sodelovali so dijaki iz Hrvaške, Avstrije, Madžarske in seveda Slovenije. Torej, iz vsake države je prišlo 8 dijakov. Z Hrvaške so prišli iz Čakovca,
Potem z Madžarske, z Zalaegersega, z Avstrije so prišli iz Bad Radkersburga in seveda tudi iz Slovenije, z Ljutomera, z gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Dijaki so reševali naloge iz kemije, fizike ter biologije in matematike, poleg tega pa so pri kemiji in fiziki izvajali tudi poskuse. Pa ja, zanimivo je bilo, kaj ni bil samo teoretičen del, da je tudi bilo kaj za eksperimentirati, kaj za malo bolj pogledati. Pa ja, skupinski del je bil dober, v skupini smo se dobro razumeli, vsak je svoje mnenje notri prinesel. Veliko se tudi naučim, recimo vidim, na katerem nivoju sem v primerjavi z drugimi državami. Mentorji so bili na tako obliko tekmovanja zelo navdušeni, saj su se dijaki med seboj bolj povezali ter naučili kaj novega. Jako lijepo, jako zanimljivo. Drago mi je da se djeca međusobno druže, uz to još nešto nauče, u svakom slučaju korisno i za nas profesore i za učenike. To tekmovanje je večplastno, zdaj potekmujejo tako biologi, kemiki, fiziki, matematiki, se pravi na teh 4 področjih. Po drugi strani pa imamo prednost tudi mi učitelji, na ta način, da se povezujemo tudi z drugimi učitelji iz drugih šol, da primerjamo, kakšen je njihov šolski sistem, kakšen je naš šolski sistem, kakšne so njihove prednosti, kakšne so naše, imamo mi boljši e-asistent, kako oni, tak, s takimi informacijami, da jih izmenjujemo, tako da je zelo super takšno srečanje. Dijaki so izpostavili, da jim je bilo zelo všeč, da je tekmovanje potekalo v skupini, saj je lahko pri reševanju nalog vsak dijak vnesel svoje mnenje in mišljenje. Ja, meni so takšne tekmovanja všeč, zato ker se vsi različni ljudje iz različnih držav se združimo, se sporazumevamo v različnih jezikih, nemško, angleško, hrvaško, vse. In zelo pomembno je meni tu druženje, pa potem na drugem mestu tekmovanje. Letos je v sodelovanju z Zavodom za kulturo Dialoga ZIP že 11. potekal mednarodni debatni turnir. Od 22. do 24. marca je na naši šoli potekal mednarodni debatni turnir, ki se ga je udeležilo 28 ekip iz Slovenije, Bosne in Hercegovine, Velike Britanije, Češke, Singapurja, Hrvaške in Romunije. Četrtek, petek in soboto zjutraj so potekale debate v 6 krogih, med njimi pa obvezno druženje, navezovanje novih prijateljstev, predstavitev posameznih držav, zastonj sladoled in še in še. Ja, vsakokrat se kaj zanimivega zgodi, pa potem že pozabimo na njo. Zdaj ne vem, če se je danes... Ja, te odpovedi, recimo, ko mi računamo, da jih pride 150, potem je kar tik pred turnirjem izvemo, da jih je mogoče samo 120 in to je kar potem logistična velika skrb od zadaj. Ali pa zanimivost, letos je slaščičarna častila vse debaterje in debaterke z 2 kepicama sladoleda in to se jim zdi strašno imenitno, tako da zdaj vsi uživajo sladoled. Ful je cool, trditve so mi zelo všeč. Zdaj smo debatirali, da bi morali prepovedati zasebno uporabo pištol in moram reči, da zaenkrat poteka vse ful cool. The school's really nice, really wonderful. I think all the teachers are really nice. The services that they've given us have been good. The judges are good. It's just a really nice school. It's a really nice gymnasium, as you say in Slovenia. It's my first time here in Slovenia. Some of our team members, it's our first time here in Europe too, so it's a new culture for us. So this school is amazing, I think. When we first came in here, we didn't know what to expect, but the accommodation has been very generous. The hotels, the free ice cream, everything has been amazing. And the service in Slovenia as well, we've been very impressed. Everyone here seems to have a smile on their faces and that's something we really enjoy. Ja, zaenkrat so se zgodile 3 debate do zdaj. Zaenkrat imamo eno zmago, čeprav mislim, da bi lahko imeli malo več, ampak tu ni samo kako si dober, ampak tudi naprimer sodnik in druge stvari. Vodim turnir, se pravi, določam, kdo s kom debatira, vnašam podatke, razglasim debatne trditve, ko je treba in poskrbim, da sodniki grejo soditi tam, ko je treba. Well, the job of the judge is tell to the teams who is going to win. But most importantly, the role of the judge is to improve the skills of the students, to tell them what to improve in their speech, how to react, how to prepare for the debate. It's job as another one.
but it's usually difficult to tell to the teams who win and who is losing the debate, because the students are usually just waiting for the results, but not for the tips what to improve. So you should try to show them that they are not here to battle each other, but to improve their skills. Do zdaj stvari šibajo, še nič ni narobe, malo smo imeli probleme z temi gostitelji, nekako naši dijaki niso več tako navdušeni imeti goste doma, čeprav tisti, ki jih imajo, potem vedno pridajo in rečejo, da so navdušeni, da je bilo super in vse. Spoznaš drugo kulturo, izveš izredno dosti o tej državi. To je najbolj, mislim, kar se ti dobrega lahko zgodi, glede tega, če si radoveden in te zanimajo druge kulture. Lepšega kot to, da imaš nekoga doma in ga v živo, tako rekoč, spoznaš kulturo tega naroda ali države, torej boljšega načina ni. Trenutno se ravno končuje 3. runda, se pravi, zdaj sodniki ravno se odločajo, kako je šla debata, in potem dobijo sodniške liste, sledijo potem še 3 runde in potem četrtfinale, polfinale in finale. V soboto pa je bil tekmovalni duh na vrhuncu. Srečneži, ki so se lahko veselili tega, da so se znašli v četrtfinalu, so debatirali na temo Egypt should follow a strict separation between a religion and state. V polfinalu sta se znašli 2 ekipi iz Mariborske gimnazije, ekipa iz Singapurja in ekipa iz Bosne in Hercegovine. Do finala sta se lahko prebile samo 2, ekipa iz Maribora in ekipa iz Bosne. Zadnji 2 ekipi sta debatirali na temo Bad democracy is the consequence of passive citizens. In zmago je pozneje slavila mariborska ekipa. Sledilo je podeljevanje priznanj in s ponosom lahko povemo, da je bila naša ekipa v sestavi Živa Antolin, Urh Lukman in Zoran Pijavž zelo uspešna. Skupno so dosegli odlično 4. mesto in vsi 3 so se znašli med najboljšimi govorci. Bolj je šla stvar proti koncu, bolj smo se začeli zavedati, da se bomo morali posloviti. Kako nenavadno se sliši, da smo samo v 3 dneh spletli prijateljske vezi in spoznali nove prijatelje, ki bodo zavedno zapisani v našem spominu in v našem srcu. I guess what we want to do is really thank the hosts, thank the city and the town for all the work they've put into this competition and to accommodating us, and we really would like to enjoy this competition, we really do, yeah. Dijaki se vedno razveselimo, ko pouk poteka nekoliko drugače. Teren obveznih izbirnih vsebin je bil zelo zanimiv in poučen. V OIV tednu so nas obiskali predstavniki iz japonskega in ameriškega veleposlaništva. Prvi veliki obisk smo dobili v torek, 19. marca, ko nas je obiskal predstavnik japonskega veleposlaništva. Za začetek nas je pozdravil v slovenščini in prav užitek ga je bilo poslušati. Nato pa so nam predstavili deželo vzhajajočega sonca, njene geografske, zgodovinske in kulturne značilnosti. V četrtek pa nas je obiskal predstavnik z ameriške ambasade, gospod Eugene Young. Tudi ta nas je pozdravil v slovenščini, ki jo je, glede na to, da v naši državi živi le 1,5 leta, kar obvladal, vendar je predstavitev pozneje potekala v angleščini. So what I like to talk about is what we do at the American Embassy, kind of who we are as an embassy, and then I like to talk a little bit about America, especially about the diversity of America, because America has many, many cultures that have all been mixed into one sort of identity, the American identity. It's hard to put a label on America because there's so many people that have been there. And like I said today, 175,000 people in America claim Slovene heritage, claim history from Slovenia, that they are Slovene. And they still today, there are Slovene churches in America, there are Slovene cemeteries in America, there are Slovene newspapers in America, and Slovene language classes in America, where little kids are still learning Slovene, even if their family left 100 years ago from Slovenia. There are many famous people who have Slovene heritage in the United States. So I didn't talk today, but there's a couple of at least two astronauts that I know of who are Slovene, have Slovene heritage. So there's a lot of, I like to talk about all the different religions and the peoples that make up America, because it's a big difference between America and almost any other country in the world. So that's kind of the thing that I like. And then give people a chance to talk to an American, ask questions of an American, and hopefully understand a little bit more about our country. So, but that's the purpose of being here. V družbi Američana smo se zelo zabavali, posebej, ko smo poskušali ugotoviti, katere narodnosti so kakšni zvezdniki.
Gospod Young pa nam ni le predstavil podrobnosti in razlike med državama, temveč je tudi predstavil delo ambasade, odprt pa je tudi bil za vsa vprašanja. No, it's a wonderful place to live, and I'm not just saying that because I'm a diplomat. It really is an easy place to live for us. It's easy to get around, it's not crowded. I mean, Americans are used to being from bigger cities. I live in Ljubljana, which is the biggest city in Slovenia, but it's not even close to the biggest city in America. So I like the space. I like the fact that you can go to the coast in an hour, you can be in the mountains in an hour. Many opportunities in terms of recreation, but it's also very safe. You know, we have a lot of crime, unfortunately, in the United States. Slovenia does not have very much crime. I have 2 little kids, and my family is here, and it makes me happy to know that on a day-to-day basis, they're very, very safe to be here. But also, people are nice, and the country is beautiful. I mean, all the stuff you always hear about Slovenia. I think Slovenia can be an even greater country, and I look forward to Slovenes moving forward. I think Tina Maze is actually a perfect example of how Slovenes over many generations have been world-class at whatever it is they choose to do. And Slovenia can be a world-class country all the way around. So a lot of things to still do, just like in the US, but I know you'll meet the challenge. So, yeah. Za piko na i pa smo dobili tudi majhno darilce. Ta 2 velika obiska na naši šoli sta bila res lepa, nevsakdanja in izjemno poučna. V okviru projekta Znanost ima mlade smo na naši šoli gostili športnika dr. Sama Ravterja. V četrtek 14.3. je za dijake 1. C in 1. D potekalo predavanje o športu. Predaval nam je bivši dijak in učitelj Samo Ravter, ki se ukvarja z ekstremnim kolesarjenjem. Sedaj dela na inštitutu, katerega delo nam je podrobneje predstavil. Povedal nam je, da izvajajo različne meritve na znanih športnikih in jim na podlagi meritev skušajo pomagati, da svoje rezultate izboljšajo. Skozi njegovo predavanje smo izvedeli, kako se je najlažje sploh začeti ukvarjati s športom in kako vztrajati na svoji poti, čeprav se nam včasih ne posreči in pademo, se moramo vedno pobrati in nadaljevati proti svojemu cilju. Sam sem še zelo aktiven, predvsem gorski kolesar. Tudi letos sem vzel licenco, kjer bom tekmoval med člane. Tudi sem že, koliko sem, še res sem povedal dejstvo, da sem v bistvu februarja bil, kar polovico ali pa kar 2/3 februarja sem bil v Španiji, lepo na toplem. Udeležil sem se tudi ene etapne dirke in tudi med 1/3 udeležencev sem prišel, tako da ni ovira, da ne bi mogli uskladiti svojega časa, tako prostega, tako službenih obveznosti, kot recimo za šport. Je pa seveda to po eni strani zelo težko, ampak da se. 1 ura, ki smo jo imeli na razpolago, je prav hitro minila. Predavatelju smo se še enkrat lepo zahvalili za njegov obisk in njegove koristne napotke. Poglejmo si še ostale dogodke, ki so se odvijali v preteklem mesecu. Naša šola je imela 27. marca priložnost za en dan gostiti dijake iz Kanade. Spremljal jih je Luka Fartek, bivši dijak naše gimnazije. Luka se je odločil za študij v Kanadi, ker v Sloveniji ni možnosti za študij protestantske teologije, pravi pa, da je z izbiro samega študija zelo zadovoljen. Kaj pa je njegov nasvet za vse nadobudne dijake, ki si želijo študija v tujini? Verjamem, da obstaja veliko dobrih kakovostnih šol v tujini. V sami Kanadi vem za najmanj 3 do 5 super šol, velikih univerz, ki imajo razne programe, zelo poučne šole. Vendar mogoče malo težje, saj se tam šolanje plača in če ne dobiš štipendije, lahko kar velik izziv, ampak vseeno je moja želja, da vsakdo, ki zapusti Slovenijo, da se odloči in se vrne nazaj in bo tukaj z pridobljenim znanjem delal v naši državi. Drugim letnikom so dijaki iz Kanade popestrili pouk, saj so nam na zanimiv, zabaven ter zelo poučen način predstavili Kanado. Pri sami predstavitvi smo dijaki zelo uživali, saj smo Kanado spoznali skozi oči samih državljanov. Seveda pa se nismo mogli izogniti vprašanju, ali drži stereotip, da so Kanadčani res zelo prijazni.
To so potrdili z velikim nasmehom ter tudi dokazali. It snowed here in March, so that was definitely really cool. It made us feel a little bit at home, but we like the cars here. They're a lot fancier than the cars that we have in Canada, and yeah, we really like just the architecture, and the buildings are really cool too. Well, we were expecting like a nice spring with like nice weather, but I guess we brought the weather with us, and it's been snowing, but you know what? Slovenia is not like Canada, like we're all nice, we're all polite, and it's a nice place to be. Na koncu njihove predstavitve smo imeli dijaki možnost tudi njim postaviti kakšno vprašanje. Dijak, ki je postavil vprašanje, je za nagrado dobil majhno darilce, kot so ga poimenovali oni, kanadski svinčnik narejen na Kitajskem. Kanadska dijaka pa sta nam tudi povedala, kakšna je razlika med našo in njihovo šolo. The schools here, like they're kind of separated, like you have like nursing schools and different stuff like that, whereas in Canada it's a lot more generalized, schools are a lot bigger and all the students kind of take the same general courses. So that was a little bit different. Also, your guys' schools start a lot earlier. Like my school starts at 9 o'clock, but then it ends at 3:30. Yeah. So I mean, give and take. The bells are different too. You have cool little, nice, calming bells. In Edmonton, it's just like So that was, but the schools here are nice. Sama izkušnja je bila za nas dijake zelo zanimiva, če pa se nismo naučili njihovega kanadskega duha dovolj, pa smo imeli možnost z njimi po pouku poklepetati vnitri. Brata Štumf je naslov ene izmed igric, ki so jo pripravili dijaki 3. VA razreda. V njo so vložili veliko truda ter časa. Sedaj, ko je že vse to končano in hodijo s to igrico nastopati po vrtcih, lahko ponosno rečejo, da se je ves ta trud izplačal. To jim dokažejo tudi otroci iz vrtcev, ki vse skozi igrico pridno in glasno sodelujejo, na koncu pa jih nagradijo z velikim aplavzom. Igrica, v kateri sta glavna junaka Joži in Milan, govori o enobarvnih in pisanih nogavicah. Pisane nogavici Joži in Milan sta zelo zaskrbljeni, ker ju enobarvne nogavice ne marajo, in to le zaradi tega, ker sta drugačna. Dokler ne najdeta gumbov, s katerimi okrasita svoje pisano telo, se enobarvni nogavici norčujeta iz njiju. Na koncu igrice pa Joži in Milan kljub vsemu odpustita nesramnosti in pozabita na norčevanje. Prijateljstvo in dobrota vendarle vedno premagata zlo. Radi se imamo, radi klepetamo in veselo pojemo lepe pesmice. Radi se imamo, radi se igramo, skupaj se zabavamo in se smejemo. V petek, 1. marca, so se z igrico Brata Štumf podali v Apače na območno srečanje ljudkovnih skupin, kjer so nastopili v konkurenci 5 ljudkovnih skupin. Prav v teh dneh so izvedeli super novico. Uvrstili so se namreč na regijsko tekmovanje ljudkovnih skupin, ki bo potekalo 10. aprila 2014 na osnovni šoli Negovaj. 15. marca smo dijaki 2. in 3. letnikov, ki imamo kot izbirni predmet DSD, imeli prav posebno uro. Pouk namreč ni potekal običajno, saj v razredu ni bila samo ena profesorica, temveč smo jih imeli kar 5. Od tega so bile kar 3 iz Nemčije. Predstavile so nam, kako one vidijo našo državo, v kateri živijo kot priseljenke, kaj je bilo za njih novega in kaj jih je presenetilo. Nato smo morali mi, dijaki, ki smo seveda vsi že vsaj enkrat bili v Nemčiji, predstaviti, kaj nas je najbolj presenetilo, kaj nam je bilo najbolj všeč in česar nismo marali. Imeli smo prosto pot pri ustvarjanju, na kateri so svoje misli predstavili na plakatih, drugi so nam povedali namige in tako smo morali sami ugotoviti, kaj jim je bilo všeč, spet tretji so nam vse skupaj predstavili s pantomimo. Vse skupaj je bilo tudi zelo zabavno, saj smo tako na drugačen način predstavili svoje izkušnje in se hkrati postavili v vlogo tujcev, ki živijo pri nas. Otrok v vrtcu je naslov projektnega tedna, ki smo ga dijaki 3. VA razreda skupaj s profesorico Bernardo Fras
v mesecu marcu preživeli v učilnicah domačije Cvetka Golarja. Vsa profesoričina predavanja in posredovanje znanja na nas dijake je potekalo na zabaven, a hkrati zelo poučen način. Naučili smo se tudi veliko novih besed in dejavnosti, ki se vse skozi ponavljajo v vrtcu. Teden, ki smo ga preživeli z osebo, ki ima ogromno znanja in izkušenj na področju predšolske vzgoje, mi je bil zelo zanimiv in poseben. V poslušanju profesorice Bernarde smo se prav vsi poglobili le v to, o čem je tekla beseda, in ni nam bilo težko poslušati vseh teh izkušenj, ki jih je profesorica delila z nami. Dijaki tretjih letnikov gimnazije smo konec našega projektnega tedna obeležili strokovno ekskurzijo v Zagreb. V petek, 22. marca, smo se torej odpravili na ekskurzijo v prestolnico naše sosede Hrvaške. Po dobri 2-urni vožnji smo prispeli na naš cilj, kjer so nas najprej sprejeli v Tehničnem muzeju Zagreb, kateri je osrednji hrvaški muzej, ki temelji na področju zgodovine tehnologije. Imeli smo možnost spoznati veliko zakonov Nikole Tesla, predvsem na podlagi prikazovanja zanimivih poskusov, naši najpogumnejši dijaki pa so tudi sami poskusili demonstrirati. Odpravili smo se tudi v tamkajšnji planetarij, kjer so nas prav lepo popeljali med zvezde in planete našega osončja, ogledali smo si pa tudi druge razstavne eksponate z področja letalstva in drugega prometa. Na svoj račun pa niso prišli samo fiziki, temveč tudi ljubitelji športa. Pot nas je namreč peljala proti muzeju Dražena Petrovića, velike hrvaške košarkarske legende. Muzej se lahko pohvali, da je eden najbolj obiskanih muzejev na Hrvaškem, po ogledu stalne razstave in kratkega filma o Petrovićevih uspehih pa nas je navdušilo še prav posebno presenečenje. S spodbudnimi besedami nas je namreč nagovorila Biserka Petrović, mama vrhunskega košarkarja. Vzdušje v Zagrebu je bilo tisti dan res športno. Ogledali smo si košarkarski muzej, ulice pa so bile poplavljene z množicami hrvaških navijačev, saj je ravno tisti dan bila na sporedu nogometna tekma med Hrvaško in Srbijo. Naši naslednji ogledi pa so bili religijsko obarvani. Zagreb velja kot veliko stičišče religij in tako smo se odpravili v sinagogo, kjer nam je prijazna gospa predstavila židovsko vero, srečali smo se tudi s pravoslavno vero, obiskali še zagrebško katedralo, nazadnje pa se odpravili še v džamijo. Po zanimivi predstavitvi te religije pa so se že začeli zbirati verniki in bili smo tudi priča, kako potekajo njihove molitve. Ko smo zapuščali džamijo, se je že spustila tema in tako je že bil čas, da smo se v soju luči poslovili od hrvaške prestolnice. Naučili smo se veliko, z področja tehnologije, športa, različnosti svetovnih religij, na vse zadnje pa smo na vsakem koraku še vadili našo hrvaščino. Zagotovo se bomo še odpravili tja. To je bilo vse, v našo družbo vas vabimo zopet prihodnji mesec. Nasvidenje!